To je moja muzika. Slavko Jerič. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spet številke. Mora biti zmeraj prisotne. Čestitke ob izidu knjige, čista 10. Hvala lepa. Išla je v času olimpijskih iger, verjetno je to bilo načrtovano. Ja, čist prvi namen je bil, da izide oktobra, novembra lansko leta 2020, seveda s ciljem in željo, da zaobjamem tudi Evropsko prvenstvo in olimpijske igre. Ta dva velika dogodka sta bila potem prestavljena, potem pa tudi korona veliko vplivala na knjižno dogajanje in tudi ta knjiga je bila potem prvotno prestavljena za nekaj mesecev in potem smo rekli, počakajmo še nekaj mesecev ravno na olimpijske igre in ja, išla je res tik na prvi dan iger v Tokiu. Igre so za nami, kako utrujen si, kako naporno je bilo? Precej športni novinarji ponavadi vedo, da od samih dogodkov od iger nimaš veliko, ostali smo zelo zgodaj tudi v 3, 4 in ko me kdo vpraša, kakšna je bila recimo tekma košarkarjev, po prvici povem, čeprav sem jo spremljal za MMC, da se ne spomnim razen 3 akcij, ker si stalno v pogonu in do teh iger kot navijač ali pa kot človek, ki spremlja nek dogodek, pravzaprav nimaš res veliko ali skoraj da nič. Kaj je pomembneje v športnem duhu zdaj, sodelovati ali imeti zmagovalni končni rezultat? Ko te gledajo vsi, ko se nekaj dogaja, prav gotovo vsi cenijo ta nek športni duh ali pa fair play, medčloveške odnose, to prav gotovo. Je pa res, da potem večina se pa potem, ko minje nekaj časa, ko se prah poleže, knjige napišejo, se ponavadi spominjajo zmagovalcev in najbrž pa tudi to ena izmed motivacij te knjige, da se spomnim tudi tiste, ki niso bili le zmagovalci oziroma niso le zmagovali. Zdaj, če greva k glasbi, se da računati in analizirati, pa zraven poslušati glasbo? Ja, moram reči, da to je skoraj da nujen del mojega opravila. Recimo, kadarkoli se ukvarjam s statističnimi vprašanji, ki jih urejam recimo za športni portal, športni SOS je verjamem, da za večino to mukotrpno prelaganje številk v Excelu. Jaz pa zraven skoraj da obvezno poslušam še kaj na YouTubeu, ker mi polepša ta magični trenutek s številkami. Kakšno glasbo poslušaš? Koliko se je tvoj okus, recimo si v gimnaziji pripadal kakšni subkulturi ali pa si imel kakšen žanr še posebej rad? To je pa zelo zanimivo vprašanje. Kaj se spomnim, kaj sem bil prvič zapustil, bil sem Axl Rose, zelo prepričljivo opravo z eno rutico pa eno žiletko za vratom, gotovo sem zelo prepričljiv Axl Rose, ampak ugotavljam to velikokrat, ko se s prijatelji, zdaj, ko smo vsi že 40 plus recimo, ne, koliko smo pripravljeni poslušati neko novo glasbo in koliko ne, in se mi zdi, da pride to leta, ko nekako ne pustiš več toliko priložnosti novim glasbam in se vračaš k tisti glasbi, ki ti recimo so oblikovala in nek pozen rok 80-ih, začetku 90-ih, recimo, da je to še vedno velik del mene in glasbo, ki jo rad poslušam, ko se ukvarjam recimo s številkami. Prva skladba, ki si jo izbral in zakaj? Prva skladba, ki sem jo izbral, je od Kreslina in Severe Jurin, Abel in Kain. Razlog je recimo, da sem s tem izbore želel povedati tudi, kaj recimo počnem na multimedijskem centru in recimo pred natanko 10 leti sem recimo se začel malce bolj poglobljeno ukvarjati statistiko. Takrat sem zagnal leta 2011 nek zabaven projekt Črni lobot, 12 različnih udeležencev z različnim poznavanjem angleškega nogometa sem prosil, da dajo vsak teden, torej 38 krogov svoje napovedi, kako se bo končale nogometne tekme in potem preverjal, kako njihovo predznanje vpliva na njihove končne napovedi, in v skupini nepoznavalcev, ki ne spremljajo angleškega nogometa, je bila Severa Jurin. Celo leto je sodelovala v tem projektu in njo sem izbral tudi zato, ker ima res tak magičen glas, tak sanjav, ki te res nekam lahko popelje v neko domišljijski svet. To je moja muzika. Imaš svojo najljubšo številko? Ne. Verjameš, da so ene srečne številke? Ne, številke so mi vse zelo lepe, to se sliši morda preveč posukrano ali pa demokratično, ampak se mi zdi, da v vsaki številki v nekem kontekstu znaš lahko izpelješ neko zabavno zgodbo, tako da so mi vse približno enako všeč. Se kdaj zmotiš pri računanju, pri delanju analiz? Ja, gotovo se kakšna napaka pripeti, sploh tiste številke, s katerimi se prvič srečujem, jih potem dvakrat preverim, da vidim, če potem med prvo in drugim, če pride kaj različnega, se zgodi in tudi v končni obliki, torej v članku, vse kdaj pripeti. Imamo tudi funkcijo na spletu, da bralci prijavijo napako,
ampak mislim, da v večini primerov se je potem zgodilo tista zadnja človeška napaka, da sem narobe prepisal. Zelo redko enkrat je prišlo do tega, da sem res napačno izračunal na srečo. Excel, tvoj najboljši prijatelj, sem nekje prebrala, kar je tudi logično. Kaj je najbolj hecna stvar, ki si jo dal v Excel? Ja, morda prav zdaj, kar se zdaj dogaja s čisto desetko. En prijatelj mi je izval, koliko podpisov bom dal za to knjigo. Rekel je, če jih bo 50 ali več. Sem rekel, da ne vem. Edina rešitev, da bom to res ugotovil, je, da si zapišem vsak podpis, čistko iz tega stališča, da vidim, kdo je imel prav. In zdaj sem prišel k 34. Jaz pa pri številki 2, katera je druga skladba, ki si jo izbral? Drug komad sem izbral, spet sem dejal, da se vrnem na temo mojega dela. Z veseljem povem, da tudi v teh radijskih studijih, kjer sva se ravno kar nahaja, kjer se snimava, pogosto snimam podcast Številke. Pred nekaj leti je prišel krogel jubilej, 100. epizoda. To je bila tudi prva priložnost za oddajo v živo, ki je bila posneta pred poslušalci, in eden teh gostov je bil tudi Tomi Meglič, ki je res takrat 100. oddaja imela temo Edini, in seveda vemo, katero komad prepeva oziroma izvaja Siddharta, in prav za snemanje te posebne epizode je Tomi priredil ta znan komad in sliši se kar malce drugače, še zmeraj pa zelo lepo. To je moja muska. Twitter velik, ja, Instagram sploh ne? Twitter velik, ja, seveda spet iz športa. Pred 10 leti, recimo, ko je bilo opaziti, da je nujen del, recimo mojega dela športnega novinarja, veliko statistik uporabnih tam. Instagram pa ne, prej ne kot ja. Enkrat sem se nevede prijavil, nisem vedel, da je takrat pred leti, da je to povezano s Facebookom, in šele pred nekaj tedni, pravzaprav, ko je ta knjiga išla, mi je nekdo opomnil, da je nek delil nek story na mojem Facebook profilu oziroma Instagram profilu. Takrat sem se zavedal, da imam, pa sem šel malo pogledat, pa delil neke storije, ampak ja, se še učim. Ko je nekdo dober številkami, imamo avtomatsko občutek, no ali pa vsaj jaz, da lahko zasluži veliko denarja, da ne vem, se lahko ukvarja z loterijo, z kazinojem, ne nazadnje, ali pa kriptovalutami. Tebe te stvari ne zanimajo? Mislim, da je to bolj povezano s človeškim značajem, da si precej bolj poguben na tem področju, da te ni strah vmesnih začasnih izgub, da se zavedaš, kaj je tveganje, kaj je pričakovana izguba, da potem narediš večji dobiček. Nekako se o tem ne počutim najbolje in me niti pretirano ne zanima. Zadnja, tretja skladba? Prej na začetku si spraševala, kakšno glasbo poslušam. No, ta knjiga je nastala več ali manj v večerih, ko sem poslušal ogromno instrumentalne glasbe, predvsem filmske glasbe, me je precej spremljala. Poslušal sem veliko Morriconeja, pa Zimmerja in podobne aktualne in manj aktualne filmske zadeve in skladbe. No, čisto za konec sem pa zbral še, ko sem tudi omenjal prej, rock, skladbo, ki ni šla sicer za film, ampak za TV serijo Highlander od Queenov, Who Wants to Live Forever. To je moja muska.